Pozdravljeni. Tako sezona svetovnega prvenstva kot tudi koledarsko leto se bliža koncu. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1 v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo ukvarjali s 4 različnimi sklopi oziroma 4 različnimi temami. In priznati vam moram, da prva in druga tema bosta v resnici izjemno povezani med seboj. Kljub vsemu toliko sta si različni, da vsaka zasluži posebni razdelek. In kot zanimivost, katera se je pojavila že mnogokrat v naših rednih tedenskih komentarjih. Vsi članki, ki so navedeni v tokratnem prispevku, so bili objavljeni 7. decembra. A to ne zato, ker bi se jaz 7. decembra lotil s pripravami na ta prispevek. Namreč takoj po dirki za veliko nagrado imamo medije, polne odmevov tistega, kar se je zgodilo praktično v nedeljo. Zato je treba počakati nekaj časa, da dobimo nove, predvsem pa drugačne tematike. Kolikor vas zanima, kaj je pisalo v originalu citiranih člankov, dobite kot običajno vse bližnjice v samem opisu. In sedaj, da ne bomo predolgi, je najbolje, da se lotimo kar s prvo tematiko. Marsikdo je verjetno že opazil, da bo imel McLaren na zadnji dirki sezone posebno barvno shemo. O tem smo lahko brali v mnogih medijih. Sam navajam članek, ki sem ga zasledil na spletni strani Race Fans. Nič kaj takega, posebej ne za McLaren. Videli smo, na primer, na veliki nagradi Monaka nekaj podobnega. A politična nekorektnost tokratne barvne poslikave je pravzaprav v dejstvu, da s tem hočejo opozoriti na njihovega pokrovitelja, tobačno industrijo. Če smo v Monaku videli poklon dobavitelju mazil in goriv, no v primeru McLarena gre samo zopet za pokrovitelja, bomo videli tu, da znani koncern BAT, British American Tobacco, ki nam je navdušencem znan iz zgodbe BAR, promovira na McLarenu svoje nove izdelke. Videli bomo v jasmarini dokaj izstopajočo barvno kombinacijo, ki bo propagirala nekaj, kar v Evropi si verjetno ne bi lahko privoščili. Spomnimo se še nekaj tednov od tega. V našem tedenskem komentarju številka 46 smo v zadnji novici razglabljali, kako se bo dolgoletni pokrovitelj pri Scuderiji Ferrari Mission Win Now verjetno v prihodnosti lahko že naslednje leto umaknil iz oglaševanja v Formuli 1. Gre seveda za drugi koncern Philip Morris International, ampak nekako kaže, da eden in drugi tobačni velikan propagirata eno in isto zadevo. Sedaj, na zadnji dirki bomo videli, da v arabskem svetu je dovoljeno marsikaj, ampak gledamo ga po televiziji mi, Evropejci, iz krajev, kjer verjetno tako reklamiranje je vse prej kot zaželeno. In tak način oglaševanja, po mojem osebnem mnenju, ni preveč korekten glede na omejitve, ki jih vidimo povsod. Po svojem, ukolikor dovolijo nekje tak način reklamiranja, bi ga morali v celotnem svetu Formule 1 oziroma tudi obratno. Ta zgodba je šele uvod v drugo tematiko, ki je še bistveno bolj zapletena in bistveno bolj politično nekorektna.
V drugem sklopu, ki se nekako navezuje na prvega, se bomo pa ustavili ob članku, ki sem ga zasledil na spletni strani britanskega časopisa Daily Mail. Zgodbo ste lahko prebrali tudi v marsikaterem drugem viru, ki se ukvarja s Formulo 1, ampak zgodba je več ali manj ista povsod. Mercedes je za časa velike nagrade Saudske Arabije pridobil novega pokrovitelja. Gre za proizvajalca izolacijskih materialov Kingspan iz Irske. In mnogim navdušencem Formule 1, ki ne živijo v Veliki Britaniji, se tu ni zdelo verjetno nič kaj spornega. Ampak pred časom se je tam zgodila tragedija. Namreč stolpnica Greenfield, ki je pogorela in kjer smo imeli ogromno število žrtev, je bila izolirana z materialom, ki ga je proizvajal Kingspan, in mnogi so krivili prav to izolacijo kot glavni vir za tragedijo, kateri smo bili priča. A na uradnem Twitter računu tovarniške ekipe Mercedes smo lahko tudi zasledili pismo Tota Wolffa, ki je nekako hotel razčistiti, da proizvajalec izolacijskega materiala konec koncev ni odgovoren za samo tragedijo. Izdelali so material, ki so ga potem pri Greenfield Unitedu pili, montirali, seveda projektirali so celotno stolpnico in videli smo, da glavni odgovorni sigurno ni proizvajalec nekega izdelka, ki ga potem druga družba vgradi na pravilen ali napačen način v objekt, ki je pravilno ali napačno projektiran. A nočem se spuščati v take podrobnosti. Kar je bilo tudi meni zanimivo, je bila vrednost pogodbe. 4 milijone britanskih funtov za sorazmerno majhen napis. Mene je presenetil pritisk javnosti. Namreč zgodilo se je to, da po končanem vikendu za veliko nagrado Saudske Arabije je bil dogovor pretrgan. Torej, pri Mercedesu so se odpovedali 4 milijonom funtov, napisi bodo izginili iz bolida Formule 1 in sedaj vidimo v resnici neke vrste dvoličnost v svetu Formule 1. Namreč po eni strani imamo dokaj prikrito reklamiranje tobačnih izdelkov, ki je po svoje tolerirano. Po drugi strani proizvajalec izolacijskih materialov, ki verjetno sploh ni odgovoren za nastalo tragedijo, se pa zaradi pritiska javnosti umika iz pokroviteljstva v Formuli 1. Vsekakor menim, da tu ne smemo govoriti o enakih merilih za vse tiste, ki hočejo se pokazati v svetu Formule 1 in zato tudi mastno plačati. Ampak čez nekaj časa bomo seveda prebirali zgodbe, kakšne težave imajo ekipe pri pridobivanju pokroviteljskega denarja. S takimi načeli verjamem, da je težko. V tretjem sklopu se bomo pa zopet vrnili k tematiki, katera je bila zelo pogosta tudi tu pri nas. Navajam izjavo Maxa Verstappena, zasledil sem jo v italijanski verziji znanega portala motosport.com. Max je dejal, da je bil kaznovan na veliki nagradi Saudske Arabije za tisto, kar je bilo dovoljeno na veliki nagradi São Paula v Braziliji. In verjetno Max namiguje na to, da bi moral biti oproščen, kajti če je bilo dovoljeno v Braziliji, zakaj v Saudski Arabiji je prepovedano. In prav tu je tisto sporno, kar smo videli v preteklih tednih. Namreč s tem, ko so komisarji nekako preprečili uvedbo preiskave za dogodke iz velike nagrade São Paula, dajejo Maxu nekako
pravico se obnašati tako, kot se je. Zanimivo je dejstvo, da Ljudce je bil prisoten na prvi in tudi na drugi dirki, ki sem jo omenil. A tu v Savdski Arabiji je seveda deloval skladno s tistimi načeli Formule 1. Težava ni v tem, da je bil Max Verstappen kaznovan v Savdski Arabiji. Težava je v tem, da sploh na veliki nagradi Sao Paula niso sprožili preiskave. Čeprav vsi pri Red Bullu mislijo, da bi moralo biti čisto obratno. Zdaj, ne bom se spuščal v podrobnosti, ali si je Max takrat zaslužil kazen ali ne, ampak komisarji kot tisti klicani bi morali vsaj nekaj razložiti. Je bilo po pravilih ali ne? Ukolikor tega dokumenta nimamo, ne moremo reči nič, kajti ukolikor ni preiskave, ni niti incidenta. Ampak zopet smo dobili potrdilo, da so bili na veliki nagradi Sao Paula komisarji najmanj pristranski. Pustimo sedaj temo, kajti konec sezone je blizu in poglejmo, kaj sem pripravil za konec. V našem zadnjem sklopu se bomo pa pogovarjali o izjemno pomembni zadevi, na katero je opozoril Lando Norris. Namreč, ukolikor vzamem njegovo izjavo, ki sem jo prebral v članku, objavljenem na spletni strani znane italijanske revije Autosprint, je prišel čas, da bomo malce spremenili pravila glede menjav pnevmatik pod režimom rdeče zastave. In vsi mi verjetno se s tem strinjamo, namreč Max Verstappen je dobil poklonjeno ogromno prednost, ker pravzaprav ni sledil obema Mercedesoma v prvi fazi dirke za veliko nagrado Savdske Arabije. Namreč pod režimom rdeče zastave, ko so bolidi v gosjem redu v pit laneu, je zaenkrat še dovoljena menjava pnevmatik. In mislim, da vsi mi navdušenci se strinjamo s kako bodočo spremembo, ki bi prepovedala take menjave, ko pravzaprav voznik ne izgubi nič. Žava je nekje drugje. Namreč podoben primer smo videli tudi na veliki nagradi Italije v sezoni 2020. Takrat nismo slišali toliko protestnih not iz raznih strani. Kolikor se spomnite, takrat smo imeli pravzaprav okrog menjave pnevmatik kar ogromno dejavnosti. Pit lane je bil zaprt, a Lewis Hamilton je šel vseeno na menjavo in bil kaznovan. Nato so dirko ponovnoma pognali. Charles Leclerc je imel težave, na paraboliki je zletel ob zaščitno ograjo in imeli smo rdečo zastavo. In takrat je priložnost, podobno kot Max Verstappen, izkoristil Lance Stroll. Lance Stroll je dirko končal na 3. mestu, a nismo slišali tako močnih izjav kot tokrat na račun Maxa. Morda zaradi tega, ker je bilo dosti drugega zapovedati okrog same menjave oziroma postankov v boksih, rdečih zastav ter varnostnih avtomobilov, ne vem, ampak zanimivo se mi zdi, kako je potrebno kar nekaj časa, da se akterji, ki so bili prisotni na eni in drugi dirki, nekako spomnijo, da v pravilniku pač je nekaj močno narobe. In tudi sam se strinjam z Landom, močno je narobe, da pod režimom rdeče zastave se lahko tako menja pnevmatike. Ampak močno je narobe tudi to, da se na take zadeve ne opozori takoj, ko se jih zapazi. Formula 1 je šport, kjer so igralci tisti, ki določajo pravila. Zato, ukolikor bi bilo mogoče spremeniti pravilo s konsensom vseh ekip, bi to naredili lahko izjemno enostavno ter nemudoma. Danes, ukolikor
pogledamo športni pravilnik za sezono 2021, vidimo, da je pred nami 12. popravljena različica. In menim, da pri vseh teh popravkih, ukolikor bi želeli, bi lahko tudi tak člen spremenili tako, da bi bil tudi bolj športno pošten. Zaenkrat tega ni. Videli bomo v prihodnosti, kaj se bodo v Formuli 1 domenili. A za danes je bila to zadnja novica. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.